Um, tako, pozdravljeni še tisti, ki ste zdajle prišli v zadnjih minutkah. Tole je naše zadnje srečanje v programu ABC okoljskega učenja 3 in zaključili ga bomo z razmislekom o upravljanju. V zadnjih dveh mogoče predavanjih smo se malo bolj osredotočili na to, kako lahko kot posamezniki skrbimo za bolj trajnostni način življenja, recimo kako se učimo z lastnimi meritvami ali pa z lastnim opazovanjem, na primer včeraj. Podnebne spremembe, pa tudi drugi globalni problemi pa prinašajo tudi potrebo po tem, da kakšne sistemske spremembe naredimo, in zato nas danes čaka morda malo širši pogled, kaj lahko naredimo v svojih organizacijah, skupnostih in tako naprej. Med nami lepo pozdravljam magistro Anito Hrast, soustanoviteljico in direktorico Inštituta za razvoj družbene odgovornosti, na kratko IRDO. Vam bom dala tudi potem v chat link, če si bo kdo hotel malo poklikati. Je raziskovalka tudi in predavateljica, nosilka tudi mednarodnih certifikatov na tem področju, tako da res spremlja stvari in ve veliko. V Sloveniji usposablja vodje in stratege družbene odgovornosti. Mi bomo pa danes en košček tega znanja tudi dobili, tako da Aniti kar predajam besedo. Hvala lepa, Ema, hvala za povabilo, tudi lep pozdrav vsem udeleženkam in udeležencem tega srečanja. Hvala, da ste zdržali do konca v tej seriji ABC okoljskega učenja. Jaz verjamem, da vam ni lahko bilo vse te teme obdelati, poslušati in razmišljati o njih in seveda jih vključevati zdaj ta nova spoznanja v vašo poslovno prakso oziroma tudi v osebno. Kot rečeno, jaz bom zdaj delila svojo predstavitev, pa bi vprašala, a se vidi tole, kar delim, se vidi? Hvala. Pa bom mogoče takole nas dala malo bolj ob rob. Tako, tukaj vidimo eno tako lepo sliko narave, prej je rekla Ema, kako imam lepo ozadje, pač nekaterim je to všeč, nekaterim ni, Meni je mogoče všeč zato, ker sem ko ena travica tule vmes, vidite, v bistvu malo sem, pol me pa ne bo več, in to je pač dejstvo, da ljudje smo, tako kot v naravi, vse minljivi, nekaj časa smo, se rodimo, torej smo in minemo. In narava pač ima svojo moč, izgleda v bistvu krotka, ampak videli smo, da se pa ta narava tudi lahko spremeni, ta krotka narava postane pa mogočna sila, ki spreminja naša življenja, Tako iz lepih potočkov so narastle zgodbe kar v jezera, in tukaj vidimo nekaj teh iz medijev informacij o tem, kaj se je zdaj v zadnjih poplavah dogajalo. Jaz si želim, da vsi, ki so bili prizadeti, da bi v bistvu jim šlo dobro skozi to zadevo, kolikor pa vem, zdaj tudi razmišljajo o tem, da bi določene hiše preselili iz teh poplavnih območij, Zakaj je zdaj sploh prišlo do tega, da so se tam hiše zgradile, bi vas malo vprašala. Tudi to sledi zdaj malo iz medijev, mogoče malo prediskutiramo tole. Kaj bi vi rekli, zakaj je v bistvu je bilo toliko hiš mogoče zdaj poplavljenih tudi, Jaz ne vem, kdo jim je dal dovoljenja, mislim, kako so pridobili dovoljenja za res lokacije, ko so zelo problematične. Dostikrat, ko se vozimo, pa vidimo, pa hiša je narejena v hribu, nekje vkopana praktično v hrib. Jaz strokovno tega področja ne poznam, ampak mislim, da je glavno, da se je premalo na to gledalo in sigurno so ljudje pol ogroženi, ker če zgradi, pol nekdo mu mora reči, tukaj ne more zaradi tega in ne pridobi tega dovoljenja. Ker to je katastrofa, to ne more človek verjeti, kaj se jim je zgodilo. Ja, in zdaj podnebne spremembe bojo zdaj postale stalnica, In jaz razumem to vse, kar se je dogajalo, da nismo upoštevali ne stroke dovolj, in prave. Se pravi, nismo se zavedali sistema, v katerem smo. Mi smo le tako ena travica v tem sistemu, ali pa en mali človek, In če tega ravnotežja v naravi ne upoštevamo in možnosti vseh različnih vplivov ne upoštevamo, potem se nam nekaj zgodi, In
to zavedanje tega ravnovesja je ključno pri razvoju družbene odgovornosti, osebne odgovornosti in seveda tudi trajnostnosti v bistvu pri vseh nas. Ne? In če gremo naprej, to je zdaj recimo okoljski vidik, je samo ena zgodba. Ne? Kaj pa tole? Kako bi pa to dvoje komentirali? Bi kdo kaj lahko načel na to temo? A ste prebrali tole novico? Mislim, da je bila včeraj objavljena, da je ena dijakinja delala v domu za starejše in naj bi fizično obračunala. To je, Zakaj? Ja. ne razumem, ne morem verjeti, da je kaj takega. Zakaj? Ja. Zakaj, ne? Ja. Ja, glejte, v bistvu direktorici je zelo žal, da se je to zgodilo, sploh ni vedela, dokler ta punca tega ni objavila na TikToku, ne. Ampak kje je zdaj problem? Kdo je zdaj tu zatajil? Recimo v tej zgodbi konkretno. Kaj bi rekli? Ja, jaz mislim, da mogoče ni dovolj seznanjena tudi, čeprav s takšno stvarjo, jaz mislim, da ni potrebno seznanjati, to bi Tomakov naredil takole tudi staršim ali nekomur drugim. Ampak je verjetno premalo mogoče seznanjenosti, premalo kontrole. Prav, ja. Se pravi, kontrola je malo manjkala, ne? Mogoče niso dovolj izobrazili to punco, ali je pa preverili, ko so jo dali na to delovno mesto, ali pa ni imela, kako bi rekla, dovolj usposabljanja v tem smislu, kako delati s starejšimi, ampak še bolj kot te stvari, pa pride do izraza nekaj drugega, ne? Ker ni samo v primeru te punce, ampak vseh nas, ne? Vrednote, ne? Vrednote, odkot ti kot človek kaj takega narediš, ne? Zakaj to narediš, ne? In vsa ta družbena odgovornost, trajnostni razvoj, vse, kar počnemo, v bistvu so tiste vrednote, ki nas vodijo, ne? In nam potem tudi nas usmerjajo v to, kakšne cilje si bomo zadali, da bomo zadovoljili svoje potrebe. In to je naša kultura delovanja, ne? In te vrednote se oblikujejo najprej v primarni družini, potem v šolskem sistemu, potem v celotnem nekem gospodarsko-socialnem, okoljskem sistemu, ne? In vse to vpliva na nas kot posameznika in mi na sam sistem. Se pravi, vplivi med enimi in drugimi so pomembni pri družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju. In skrb za vrednote je ključna zadeva za to, da se lahko družba v bistvu tudi razvija v neko smer zdrave družbe. In to bi nam lahko bilo recimo opozorilo, da moramo tudi v smislu izobraževanja več delati na tem, da moramo vzgajati družino in da moramo vzgajati v bistvu v sistemih izobraževalnih tudi za vrednote. Pa še na desni strani pa še ena slika. Kaj pa vam tole kaj pove? Lahko še tudi kdo drug doda, da ne bom samo gospoda Muharema tako matrala, ampak lahko pa tudi vi, gospod. Kaj je na desni strani? Kaj nam ta slika pove? Vidite? Recimo korupcija, ne? Na lestvici najbolj koruptivnih držav, ne, je Slovenija bila v lanskem letu na 56. oziroma izbrala 56 točk, ne, se pravi, več kot imaš točk, manj koruptivna si država, manj ko jih imaš, ne, bolj si koruptivna. Ne. In to je zdaj že kar uspeh za Slovenijo, da je padla v bistvu po tej lestvici oziroma da raste, no, v smislu zmanjševanja korupcije. Ampak korupcija, ne, je pa lahko spet povezana s temi poplavami, ki smo jih prej gledali. Ne? Nekdo nekomu nekaj da, zato da dobi gradbeno dovoljenje na vodovarstveno zaščitenem območju. Ne? In kaj je bolj posledica? Tole. Ne? Lepa pokrajina, čudovita, ki se lahko spremeni v hudournik. Ne? Ali pa še kaj več. In korupcija je v bistvu zelo povezana tudi s politiko, z nekim širšim družbenim sistemom, ne, ki v bistvu pravi, da je korupcija rak rana družbe, ne, in povezana je z različnimi skupinami deležnikov, ne, od gospodarstva do politike, do, kako bi rekla, javne uprave, tudi nevladnih organizacij, ne, ki so seveda neke vrste watchdogi, ki gledajo, kaj se dogaja in na to opozarjajo.
ampak tudi pri njih je lahko kakšna zgodba koruptivna. Ne? In več kot je korupcija, manj je v bistvu neke prave demokracije, s katero lahko mi dosežemo to, kar želimo. In trajnostni razvoj, zakaj sem vam zdaj te 3 teme nekako izpostavila, okoljske, družbene in ekonomske so bistvene za trajnostni razvoj. In če delujemo uravnoteženo v vseh teh zgodbah, dejansko prispevamo k temu, da bodo naše prihodnje generacije lahko prav tako zadovoljevale svoje potrebe, kot mi sedaj svoje zadovoljujemo. Zato je treba nekako uravnoteženo v družbi skrbeti za okoljski, družbeni in ekonomski vidik. Se pravi, če uravnoteženo za to skrbimo, je družba zdrava. Tako kot pravi dr. Anton Trstenjak, zdrav človek je tisti, ki ima v ravnotežju duha in telo. In enako je družba v bistvu, oziroma sistem, v katerem delujemo, zdrav, ko je v ravnotežju. V naravi, ko nekaj ni v ravnotežju, pride do določene katastrofe, da se ravnotežje ponovno vzpostavi. Enako v gospodarstvu, ko nekaj ni v ravnotežju, pride do gospodarske krize ali pa česa drugega in se spet vzpostavlja. Enako v socialnem smislu, družbenem. In v bistvu biologi bi rekli, mogoče, da v naravi vedno vzpostavljeno dinamično ravnotežje. In tudi mi ga skozi naše življenje ves čas iščemo. In če seveda ni tega ravnotežja, pride do določenih posledic. In podnebne spremembe naj bi bile pač posledica tega prekomernega segrevanja ozračja, prekomernih izpustov emisij, CO2 in drugih, in v bistvu našega obilja življenja. Zakaj obilje? Zakaj obilje problem, bi vas mogoče zdaj izzvala? Kaj bi vi rekli? Obilje, v katerem živimo, zakaj je to problem? Zaradi tega, ker enostavno zanemarimo določene situacije, ker tako je vsega preobilno in posledično povzročimo alternativne grožnje oziroma nevarnosti, ker je nam že vse samoumevno in ni pomanjkanja. Točno to. Točno to. In tudi dr. Mulej reče, da smo po Porterju zašli v slepo ulico razvoja, se pravi, v 4. fazi, v bistvu smo prišli do tega, da ni več potrebe po ustvarjanju, ker imamo preveč obilja, ker nam gre predobro. In takrat, ko nam gre predobro, postanemo leni. In s tem, ko smo leni, ne ustvarjamo nekaj novega. Vsa največja odkritja so prišla v času krize. Je to mogoče zdaj rabimo te spremembe, podnebne ali pa še kaj drugega, da začnemo ustvarjati nekaj drugega, nekaj novega, da se zavedamo, bistvo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja je, da se zavedamo vplivov, ki jih povzročamo s svojim delovanjem na družbo, na okolje in tudi na gospodarski sistem, da zmanjšujemo negativne vplive in povečujemo pozitivne vplive, da hkrati pogledamo, kaj iz okolja so tiste stvari, ki lahko nam povzročajo tveganja, in hkrati priložnosti, in enako iz družbe, iz tega vidika. In ko se vsega tega zavedamo, v bistvu lahko svoje negativne vplive zmanjšujemo in povečujemo pozitivne, in tudi najdemo priložnosti za ustvarjanje nekaj novega, za nove izdelke, produkte, za inoviranje vsega, kar počnemo, in seveda tudi vseh naših poslovnih procesov. Tu recimo na spletni strani Evropske komisije so informacije o marsičem v zvezi z zelenim prehodom. In tudi en kup raziskav v bistvu že obstaja. Zdaj recimo novo poročilo za leto 2023 Deloitte izdal na temo, kako se v bistvu ta zeleni prehod dogaja, ki je v bistvu eden od ključnih 6 ciljev Evropske unije oziroma komisije. Se pravi, vse države članice moramo zdaj spreminjati svojo zakonodajo v smislu, da bomo prenovili svoje poslovne procese v bolj zelene in digitalne. Zato, da bi se zavedali vseh teh vplivov, o katerih sem prej govorila, da bi zmanjševali torej negativne, povečevali pozitivne in da bi spremenili svoje poslovne modele, ki bi to podpirali. In zdaj so šli raziskovati, kaj se je zdaj zgodilo v zadnjih letih, ker vemo, da je evolucija ne samo v bistvu zavedanja o tem področju velika, ampak tudi zakonodajnih sprememb in strokovnih sprememb velika na to temo. Kaj se je v bistvu zdaj zgodilo? Ker včasih so se vsi utepali tega, so rekli, družbena odgovornost, trajnostni razvoj, to je samo strošek. Trajnostni razvoj je bila modna muha, družbena odgovornost je pa samo strošek. Zdaj so pa ugotovili, da to ni tako.
da če se v bistvu vsega tega zavedamo, lahko tudi postane to nek core usmeritev, se pravi neka ključna mainstream, ključna usmeritev organizacij in celotnih držav, politik, mednarodnih dokumentov. In tu vidimo, da je 75 vodij reklo, da so njihove organizacije v zadnjem letu povečale naložbe v trajnost. In 2000 vodstvenih delavcev v 24 državah so anketirali in v bistvu so ugotovili marsikaj, da je treba premostiti vrzeli med želenimi učinki in tistimi, ki jih dejansko dosegajo kot organizacije, da bi se zmanjšal oziroma pospešil prehod na nizkoogljično gospodarstvo. Se pravi, vsi so tudi povedali, da so učinki podnebnih sprememb v zadnjem letu vplivali na njihovo organizacijo. 82% jih je celo reklo, da so jih doživeli te podnebne spremembe na lastni koži. In da največ v bistvu pri izvajanju teh ukrepov vodjem povzročajo težave glede stroškov za merjenje vpliva na okolje, tako je gospod Muharem malo bolj strokovnjak mogoče, in seveda tudi vseh prizadevanj v zeleni prehod. Zdaj bi pa jaz vas vprašala, takole malo bi imeli razprave, kako se pa vi s tem področjem soočate v vaših organizacijah? Tu imam nekaj recimo vprašanj, o katerih lahko razpravljamo, pa vas kar vabim v debato, da malo poveste, kaj od tega pa vi že mogoče kaj počnete. Si lahko kar izberete eno od vprašanj, pa kar malo predebatiramo, da vidimo, kaj se dogaja v bistvu v našem poslovnem življenju. Kdo bi začel? Jaz mislim, da v resnici, če gremo tudi od organizacij, kako je vodstvo s tem pač temu naklonjeno. Jaz sem imel eno diplomsko nalogo, pa je bila anketa ravno za podjetja in je bilo veliko odgovorov. Zanimivo je pa to, da na vprašanja, če bi to, pa bi to vse boju, tudi vodstveni, zakaj pa ne izvajajo pri sebi, ker oni so tisti, ko bi morali. Nobenim ne je potrebno to, zakaj pa ne naredite, če je potrebno. Tako da mislim, da tudi res v tej smeri onesnaževalec plačuje, da bi se moralo res še bolj restriktivno iti, še bolj strogo, ker marsikomu se še vedno spregleda in to. Jaz sem enkrat na enem posvetovanju so rekli, da v Sloveniji pač eno od ministrstva za okolje so se emisije zelo zmanjšale in to. Ko sem jaz vprašal, povejte mi, a imate podatek, da so se zmanjšale zaradi naših vlaganj v tehnologije, vlaganj za menjavo surovin z manj nevarnimi, problematičnimi? Ja, pravi, tega podatka nimam. Jaz sem rekel, ja, to se je pa zmanjšalo večinom zaradi zapiranja tiste industrije, ko je bila največji onesnaževalec. Je treba res priti s temi. Veliko se dela zdaj na tem res, sploh nekatere inštitucije in nekatera podjetja veliko dajo na to, ampak nekatera ne in jaz ne vem, dokdaj bojo lahko še delovala. V takem okvirju verjetno, da ne bojo mogli dolgo. Ja, hvala za tole mnenje. Res dragoceno izhodišče, ker v bistvu situacija je taka, da so najprej podjetja možnost, da prostovoljno se odločijo za to zadevo, da bojo v bistvu trajnostno in družbeno odgovorno delovala. Potem pa so videli na ravni mednarodnih organizacij, da gre to prepočasi, zlasti tudi pri Evropski komisiji in so rekli, da je treba to spraviti v zakonodajo in prisiliti ljudi, da bodo delali drugače. Ampak ne moremo samo za zakonodajo, v bistvu treba je tudi spreminjati naše vrednote, se pravi krepiti zavedanje na to temo, ker če se mi tega ne zavedamo, ne moremo delovati drugače. In da se pa tega zavedamo, so pa bistvene informacije. Moramo biti informirani o tem, kaj to je, zato v bistvu hvala Andragoškemu centru Slovenije, da se s tem področjem ukvarja in da v bistvu tudi vi vnašate to v vašo poslovno prakso, najprej to zavedanje, da boste potem lahko ravnali drugače, da boste lahko izboljševali svojo poslovno prakso. In če vodja ve, kaj treba delati, potem lahko to tudi naredi on sam
in tudi v bistvu pelje to v organizacijo, da tudi drugi to počnejo. Lahko ga nekdo od znotraj v organizaciji navduši za to, in ga informira, recimo kakšna desna roka njegova, kakšen vodja oddelka, in se potem oblikuje ena taka projektna skupina, s katero se potem to razširja po celi organizaciji in se poroča vodji, da vodja lahko komunicira potem tudi navzven, navznoter, navzgor, navzdol z različnimi deležniki, se pravi ciljnimi skupinami ali pa interesnimi skupinami, bi lahko rekli, deležniki so torej podjetja, lahko tudi politiki, mediji, recimo prihodnje generacije, rečejo zaposleni, lastniki, dobavitelji, kupci in vsi takšni. In ko komuniciramo z vsemi temi deležniki, jih posredno tudi o tem učimo in vplivamo po dobavnih verigah na njih, da tudi oni začnejo ozaveščati to področje in ga vpeljevati v svojo poslovno prakso. In če vodja temu ni naklonjen, potem težko to v organizacijo vpeljujemo. In je spet povezano z njegovimi osebnimi vrednotami. Po nekaterih metodah teh psiholoških se pokaže, da kakršen je vodja, takšna je tudi organizacija. In če on nima teh vrednot, težko to vpeljuje v organizacijo, ker ne bosta delovala v simbiozi. V bistvu bo vsaj nekdo trpel v tem sistemu, in bo nekdo moral izstopiti, ali vodja, ali pač tisti, ki so v organizaciji, če se s temi vrednotami ne poklopijo. In to je pol kultura organizacije, ki to spodbuja ali pa zatira, ali pa krši. Ok, hvala. Še kakšno mnenje? Nuša? Vse je prav, kar poveste. Ja, hvala. Nuša. Ja, hvala. Jaz bi se pa mogoče na tej točki malce navezala na to, kar ste ravno govorili. Glede vodij. Tukaj bi res pozdravila ta sklop 4 predavanj, ker ravno zato smo tukaj, da lahko potem prenesemo to znanje na naše druge, torej na sodelavce, sodelavke. Jaz sem recimo na Ljudski univerzi relativno malo časa, od decembra lani. Medtem vodim tudi en projekt, ki se imenuje Go Green, evropski projekt, v katerem ravno razpravljamo take tematike, kot jih danes tukaj, o tem, kako prenesti vsa ta znanja iz Evropske unije in dobre prakse potem v naša okolja. Zato sem recimo tudi jaz udeleženka teh predavanj, ker je ravno naš vodja določil nekoga, da posluša in da to prenese, ker opažamo pomanjkanje na tem področju tega prenosa in to, da vključimo različne deležnike v našo poslovno prakso. Zato res pozdravljam, se zahvaljujem za ta sklop predavanj. Mislim, da bo nam še posebej z tako malega okolja, kot je Ormož, prišlo zelo prav, tako da res želimo dobiti znanje na teh področjih iz raznoraznih virov, zato res hvala lepa. In pa na tej točki bi tudi pozdravila ravno ta odnos vodja in organizacija, ker mislim, da pri nas ta zadeva res dobro deluje, tako da bi kar rekla, da smo en primer dobre prakse v tem, kako tista znanja, ki jih morda sami nimamo, dobiti in potem prenesti na naše ostale, tako ste rekli, preko neke skupine ali preko nekega, v glavnem pač, da gre za nek prenos znanja, tako da res toliko samo bi se vključila. Hvala. Bravo, gospa Nuša, hvala, da ste to informacijo delila z nami. Ja, to, kar ste zdaj rekli, je pogosta praksa za tiste organizacije, ki so se pripravljene spreminjati. Vidite, naklonjeno je vodstvo, naklonjene so osebe v organizaciji, strokovne, ki so pripravljene tudi na podlagi njihovih lastnih vrednot to razvijati. Če nekomu to področje samo prisila, potem ne dela s strastjo. In mi vemo, da kar ne delaš s strastjo, potem to ni prava stvar. Boljše, da daste na to pozicijo nekoga, ki mu je to v interesu, ki mu je to vrednota in potem bo res organizacija rastla s tem. Še kakšno mnenje, ideja ali pa informacija, kje vas čevelj žuli, kaj bi še radi vedeli, da bi lahko izboljšali? Jaz bi tukaj na to 10. vprašanje dal nekaj, kje me čevelj žuli. Poglejte, zdaj v tej situaciji, ko se je zgodilo to, jaz mislim, da bi morali toliko informacija v enih oddajah, poljubnih, strokovnih, dati ljudem, zakaj do tega prihaja, zakaj vzrok glavni. Mi samo lahko govorimo podnebne spremembe
ampak kaj lahko naredimo? Veliko naredimo. To, kar je prej kolegica povedala, seveda, če je vodstvo, za to se naredi lahko kar čete. Če pa ni vodstvo, potem enako velja za politiko. Politika je le še na vrh tista, katera bi morala omogočiti zakonodajo in vse tisto, kar je pač potrebno. Tako da jaz mislim, da premalo informacij, veste, da ljudje tudi, da jih obvestite. Če rečete, bomo zdaj zaprli rudnik premoga ali ne vem, potem je lahko tudi problematično to, ja, ljudje bojo ostali brez dela, to vse ja, ampak zakaj ga moramo zaprti? Ker jaz sem enkrat na enem od predavanj povedal, zamenjali bi 50% recimo premoga z odpadki, pa bi se emisije zmanjšale za 50% težkih kovin, ker tisti odpadki, katere bi se žigali, ne vsebujejo težkih kovin, tudi niso klorirana topila, tako da bi se pravi, kako je to možno, odpadke se žiga, pa da je boljš kot premog. Mislim, zato pravim, tukaj moramo malo več ljudem res in ljudje bi sprejeli vsako strokovno polodločitev, ampak kako? Ja, to pa, gospod Muharrem, se strinjam z vami, to je zdaj spet, koga je kaj v tem procesu. Mi, če gledamo sistemsko, imamo odločevalce, imamo tiste, ki izvajamo, imamo strokovnjake, vsak mora nekaj na to temo narediti. Treba je poslušati stroko, treba je upoštevati različne vplive, Vse, če gradbeno dovoljenje hočemo pridobiti, moramo različne vplive upoštevati, na našo zgradbo, oziroma kaj bomo mi tudi povzročali v okolju, in tako naprej. In tudi odpadki, če bi vsak moral vse te odpadke skladiščiti pri sebi, jaz vam rečem, saj jaz, če bi jaz mogla vse to skladiščiti pri sebi, bi, kako bi rekla, zagotovo kupovala manj, pa manj povzročala, kupovala take, ki imajo veliko odpadne embalaže. Ker zdaj že delam to, kar so moja mama pa babica delale, pa sem se vedno malo izogibala temu, malo je bilo brez veze, da plastiko zbiraš, opereš plastiko, jo zbiraš in ne moreš verjeti, koliko te plastične embalaže dejansko bi zavrgla, in jaz jo pač ponovno uporabim, ko grodje pobereš, pa komu daš, tako da ne gre to stran, Ampak, da bi jaz to mogla vse skladiščiti na svojem ozemlju, Marička, ali pa vse blato, ki ga povzročimo, z odplakami, a veste, bi tudi manj pojedli, mogoče koncev, da ne bi bilo tako hudo, Tako da vse je neko ravnotežje potrebno, in v bistvu, če bi tudi pogledali, kako recimo tisto piščančje meso, ki ga dobimo na krožnik, pride, od nekod do nas in kaj se v tem procesu temu ubogemu piščancu zgodi, bi mogoče se tudi vprašali, ali bi ga še jedli. Tako, ker pa ne vidimo teh procesov, nas ne boli, in to je to izogibanje. Ja. Gospa Sonja, mislim, da ste vi še nekaj. Me slišite, ja, sem se odklopila. Ja, mi smo tudi ljudska univerza, tako da zdaj z vidika vodenja, jaz pa vodim ljudsko univerzo, tole v Slovenj Gradcu, in lahko rečem tak, da se v bistvu temu področju, vse kar se tiče tega izobraževanja odraslih, pa glede na to, da se ukvarjamo z različnimi ciljnimi populacijami, veliko z ranljivimi, kot jim rečemo, v bistvu se mi zdi, da je naša vloga v tem procesu širjenja teh znanj, predvsem pa, da se o tem čim več govori in da jih seznanjamo, zakaj je nekaj pomembno, pa kako je lahko malo drugače, pa tisto, kar so navajeni, da je ta vloga zelo velika. Tako da vse, kar se ljudskih tiče, lahko rečem, da je temu področju tudi pod vodstvom in z vodenjem ACS-a dana močna vloga, tako da imamo od tedna trajnosti do študijskih krožkov za to vsebino. In v našem okolju, kaj je pomembno? Meni je pomembno, da se povezujemo v nekem lokalnem okolju pač s tistimi, ali je to društvo ali kdorkoli, ki pač to področje nekako še bolj obvlada, morda kot mi, in nam pri tem pomaga, da ta znanja širimo, kaj se jim ne z avtom, ampak s kolesi in tako naprej, skratka, vse tisto, morda te malenkosti, ki pa, ko jih nekako strneš, pa ti kamečki, ko se sestavijo, pa vseeno nekaj za okolje narediš. Mislim, da smo vseeno v drugi vlogi, ko zdaj neka firma ali neko podjetje, ko pač ima nekaj izpuste, ne vem kaj, mi tu nismo, ampak lahko naredimo na tem mikronivoju veliko, da se te stvari širijo. Kaj se pa tiče zdaj vodenja, se pa definitivno strinjam, mislim, da je pri vsaki stvari tak, če je vodja nečemu naklonjen, nekomu področju, je to pač lahko tudi zgodba njegove firme,
Če pa to ni, pač itak se to, potem pač se ne toliko, bom rekla, pomaga ali pa se ne spodbuja. Tako da, kaj jaz vem, vse so malenkosti, ampak naprimer voda, ne bomo več pri nas, dokler je še voda, smo kupili steklene vrče, pa nalijamo vodo iz pipe, pa ne bomo imeli plastike. Take male stvari, mi vsako leto si naredimo en plan, ok, kaj bomo pa letos v našem zavodu naredili v dobrobit tega, da se manj onesnažuje, zdaj, če govorimo o tem. Tako da se mi zdi, da je bolj vloga nas izobraževalcev, vidim bolj v tej smeri in je tega, mislim, da precej se pri nas. Bravo, čestitam, gospa Sonja, za to in jaz verjamem, da je res veliko organizacij že, ki to delate in vsem čestitam za to. In pomembno je, da se zavedamo, vi ste izobraževalne organizacije, ne? To je vaša panoga in dejansko vi imate veliko odgovorno nalogo, da preko teh vaših storitev, produktov tudi na nek način podajate znanje naprej. To je en vidik te vaše odgovornosti, družbene bomo rekli, ne? Drug vidik pa je, da imate vi tudi eno organizacijo, v kateri delujete in da renovirate vašo organizacijo, se pravi, da vodstvo se zaveže temu področju, tako v podjetjih recimo, ampak to velja tudi za druge organizacije. ISO 26000 standard za družbeno odgovornost pravi, da ne samo podjetja, vse organizacije moramo delovati družbeno odgovorno, ne? Se pravi, se vodstvo zaveže temu z neko izjavo na spletni strani v letnem poročilu, letnem načrtu, da boste to krepili, a ne? Potem postavite cilje v zvezi s tem trajnostnostjo in družbeno odgovornostjo, potem aktivnosti, ki podpirajo izvedbo teh ciljev, se pravi, strategijo pripravite, izvedete, a ne, te aktivnosti, poročate o tem in evalvirate o tem. In praksa pri podjetjih je bila zdaj, da se je to vnašalo predvsem kot samostojna strategija, ločena od poslovne, dopolnjujoča poslovno in potem tudi poročilo ločeno. Zdaj, v zadnjih letih pa je praksa, da se to kar vkomponira v celotno poslovno strategijo, da je to sestavni del, tako kot bi rekli v telesu, imam jaz krvni sistem, pa imam limfni sistem, ne? In en z drugim sta povezana, en drugega podpirata, ne? Brez limfnega sistema jaz težko funkcioniram, ne? In verjetno sploh ne? In tako je treba to v vse procese, vse izdelke, storitve vpeljati, ne? Integrirati v celotno organizacijo. Se pravi, eno je v vaše produkte, storitve, kot so izobraževanje, pač v tem primeru je vaša panoga, ne? Če bi bila avtomobilska panoga, bi bilo pač v proizvodnji avtomobila, kako tam noter to vneste, ne? Ali pa proizvodnjo hiš, ne? Kako tam vse to izračunati, ogljične odtise in vse ostalo. Prvo je pač storitvena bolj dejavnost. Drugo pa, kako samo organizacijo transformirati in potem tudi letno poročilo pripraviti. In kako vključujoče sodelovati z različnimi skupinami deležnikov, kot so recimo vaši študentje, druge stranke, potem so recimo vaši dobavitelji, vaši lastniki, ustanovitelji, a ne, vaši zaposleni in potem mediji, lokalna skupnost, če imaš dobre odnose z njo, tudi imaš boljše izhodišče za karkoli počneš v lokalni skupnosti in tako naprej. In to je pol to strateško upravljanje, o katerem danes govorimo, ne. In seveda, če hočeš dobro strateško upravljati, moraš poznati tudi zakonodajo, standarde in globalne dokumente. In to mi recimo pri IRDU učimo, ko smo mogli se sami naučiti, kaj zdaj sploh to je, ker tako kot je prej bilo rečeno, a ne, ni informacij primanjkuje. Jaz bi rekla, informacij je veliko, samo niso strukturirano podane, da bi mi vedeli, kaj točno moramo v katerem trenutku narediti. Ker smo v bistvu v fazi prehoda. Cel sistem je v fazi prehajanja iz prejšnjega sistema v nekaj novega. In v tem prehodu se mi še vsi učimo, dobivamo hkrati nove zahteve, nova navodila, ki pa še tudi niso čisto izpiljena, a ne? In zato smo zdaj v vsem tem trenutku malo zmedeni. Kot da bi en koktejl delali, pa se še ni zadeva, kako bi rekla, stabilizirala, ne? Se še mehurčki pojavljajo, ne? In tako se nam zdaj to dogaja, ne? In zato nam to v organizacijah povzroča marsikatero frustracijo. In zaradi te frustracije v bistvu ne vemo, kako bi šli naprej. In zato rabiš nekoga, na katerega se lahko nasloniš, da veš, kako dalje. In tudi Slovenija kot taka, ne, vnašamo te evropske direktive zdaj v naš pravni red, ampak je težava v tem, da še naši uradniki v javni upravi, ki je bila do zdaj najtrši oreh, da bi se nekaj spremenilo, čeprav so ljudje bili za to, ampak cel sistem nekako ni dopuščal, da bi se to hitro spremenilo. Zdaj pa se mora, ker dobiva direktive z Evropske komisije, a ne? Se pravi, naš sistem ni dopustil, da bi se to hitro spremenilo in zdaj mi tudi nimamo informacij, da bi se od države učili, kako delati, ne? Zato smo tisti, ki smo manjši, mogoče zdaj v tem trenutku malo naprednejši, ker se hitreje lahko naučimo na svoj način
in potem to podajamo naprej. In zlasti gospodarstvo, pa tudi nevladne organizacije, predvsej delamo na tem, javna uprava, pa zdaj res tisto temeljito, da bo zakonodaja tudi prišla vse pore našega življenja. Tako, a bi še kdo kaj dodal, ali gremo gledati, kako zdaj to speljati v prakso? Še kakšno mnenje? Želja? Ideja? Ok. Pa gremo naprej, hvala za to debato. Tako. Zdaj, mi lahko gledamo na to družbeno odgovornost in trajnostni razvoj z različnih vidikov, ne? Lahko gledamo z makrovidika, pole še mezovidik, ne, pa mikrovidik, ne. Recimo čebelica pravijo, da celo življenje za eno žlico medu živi, ne. Kakšne vplive ima zdaj ona na vse skupaj, ne? V bistvu, kljub temu, da je majhna, lahko povzroči veliko spremembo, če izumre. Cela skupina teh čebel, ne. Tako tudi mi, kot majhna bitja, ne, v kompleksu narave, dejansko lahko veliko doprinesemo naravi, lahko od nje veliko dobimo, hkrati pa je ona neka močnejša sila od nas, ne. V bistvu različni sistemi v teh okoljih funkcionirajo, katerih del smo mi. In če mi želimo to zdaj upravljati, se moramo zavedati ne samo svojega mikrovidika, ne, ampak tudi mezo in makrovidika. In tega se prej kot organizacija nismo, ali pa zlasti podjetja nismo zavedali, ker je bilo bistveno samo ustvarjanje dobička. Zdaj, ne, v novem mainstreamu, torej zelenega prehoda, se pa treba zavedati vplivov, ki jih imamo na okolje, na družbo, na gospodarstvo, z vsemi svojimi dejanji in obratno, kako to vpliva na nas. In zato je ISO 26000 standard za družbeno odgovornost, to je shema tega standarda, sicer v angleškem jeziku, se opravičujem, leta 2010 že vzpostavil v bistvu informacijo za skupno razumevanje, kaj je to družbena odgovornost, ne. In v tej skici lahko vidimo, da tu malo povejo domet, dokot seže, zgodovino, definicijo, ključne besedne izraze v zvezi s tem konceptom, ne? In pa načela, 7 načel jih vidimo tukaj, ne? In potem 7 ključnih tem, ki so povezane z organizacijskim upravljanjem, in te teme so človekova pravica, delovne prakse, okolje, poštene poslovne prakse, potrošniška vprašanja in vključevanje v skupnosti in njen razvoj. In rekli so, da je treba najprej prepoznavati družbeno odgovornost v organizaciji, še predtem pa tudi identificirati ključne deležnike in jih vključevati v vse zgodbe v zvezi z družbeno odgovornostjo. In potem to integrirati v vse izdelke, storitve, procese, kot smo prej rekli, stvarjati neko razumevanje skozi to, kar počnemo, se vključevati v prostovoljne iniciative, v lokalni skupnosti, na nivoju države, mednarodnih organizacij, recimo mi smo člani CSR Europe, kjer se tudi mi učimo, ne, to je ena največjih organizacij za družbeno odgovornost podjetij, in tudi soustvarjamo z njimi določene zadeve, tudi mi, IRDO inštitut ima člane, ne, pa tudi seveda Equilib, pa Zeleno mreže Slovenije, pa Center energetskih rešitev v Sloveniji, vse take prostovoljne iniciative, kamor se podjetja, organizacije vključujejo kot člani, in zato, da krepijo razvoj tega strokovnega področja, tako kot imamo združenje delodajalcev, združenje za marketing, društvo za marketing, ne, združenje menedžer, ko so tudi zdaj na področju družbene odgovornosti in trajnostnosti različne organizacije kot združenje. In seveda, če mi nekaj družbeno odgovorno delamo, ne, moramo o tem tudi komunicirati, če ne, noben ne bo vedel, kaj dejansko se sploh dogaja. Tudi če smo tiho, na nek način komuniciramo, ne, ampak če še pa povemo z dobrim zgledom, kaj počnemo, ali pa tudi opozorimo na to, kar smo slabega počeli, in s tem v bistvu zaščitimo tako javnost kot sebe in povemo, kako bomo to popravili, izboljšali, to je prav zrel, odgovoren način komunikacije. Ne pa, da zatajimo to, kar se je zgodilo, slej ko prej priplava na površje. In seveda vse te dobre prakse je treba skozi celotno organizacijo izvajati. Pri tem, pa ko smo prej govorili o vrednotah, je pa treba upoštevati tudi načela. Dr. Mulej reče, da so načela še bolj pomembna od teh ključnih tem, a ne, v organizaciji. Pristojnost in odgovornost, preglednost, etično ravnanje, spoštovanje interesov deležnikov, spoštovanje zakonodaje, spoštovanje mednarodnih norm delovanja in seveda spoštovanje človekovih pravic. To so načela, s pomočjo katerih mi vse to v bistvu izvajamo, ne? In če tako delamo, prispevamo k trajnostnemu razvoju. Vidite, to je posledica, ne? Se pravi, jaz rečem, da je družbena odgovornost dejansko orodje za dosego trajnostnega razvoja. Družbena odgovornost, torej, če povzamemo neke vrste definicijo, zavezuje vse organizacije, da bolj
se zavedajo, kakšne vplive imajo na okolje, na družbo, na gospodarstvo skozi svoje procese, ki jih izvajajo, da vse to vključujejo v svoje procese delovanja, izdelke, storitve, upoštevajo različne skupine deležnikov, prispevajo k blaginji družbe, skrbijo za zdravje in trajnostnost kot takšno. Da pa to lahko v organizaciji mi naredimo, moramo pa v bistvu imeti ljudi, ki se bojo s tem ukvarjali. Ampak če oni ne vejo, kaj naj delajo, ne morejo tega delati. Zato jih je treba v bistvu o tem izobraziti. In ko je vsaj eden v organizaciji izobražen, potem dejansko lahko oni imajo različne interakcije z različnimi oddelki, kot jih vidimo tukaj v organizaciji. In to je običajno neke vrste koordinator, ki komunicira navzgor, navzdol, navznoter, navzven v organizaciji, navzgor, torej do upravnega odbora, navzdol, recimo z podrejenimi, vzporedno z enako, kako bi rekla, z enakimi skupinami oddelkov, ampak vsak je strokovnjak za svoje področje. In ta človek kot koordinator, Chief Sustainability Officer ali pa neke vrste menedžer, strateg za trajnost, družbeno odgovornost, dejansko vse to povezuje. In to so v bistvu glavni misleci in čutilci v organizaciji. In mi v IRD-u na drugi stopnji izobraževanja recimo za tako osebo izobražujemo, da zna to v organizaciji tudi izvajati. Zakaj pa je to potrebno? Ugotovili smo, najprej smo imeli prvo stopnjo za vodjo, potem smo pa razvili to še bolj detajle za drugo stopnjo, ker je namreč leta 2019 Evropska unija začela sprejemati nov, kako bi rekla, pravni red oziroma dodajati novo zakonodajo, direktive, in sicer najprej so pripravili, da bi razumeli vsi, kaj to je. Družbena odgovornost, okoljska trajnost, družbena oziroma socialna taksonomija nastaja, okoljska taksonomija, se pravi eno tako pravilo, kaj je treba zdaj upoštevati, poenostavljene informacije, da bi v bistvu vsi lahko delovali odgovorno. In povezavo s tem okvirom delovanja so pa dodali še trajnostno finančno direktivo in trajnostno korporativno upravljanje direktivo oziroma za poročanje tudi. In kaj ta direktiva zdaj, te direktive od nas zahtevajo? V bistvu podpirajo ta zeleni prehod, Green Deal, zato da bi v bistvu bile vse zadeve bolj trajnostne. In rekli so, da je treba najprej zavezati investitorje, banke, zavarovalnice, da bodo v bistvu vlagale v projekte, izdelke, storitve organizacij, ki pri njih jemljajo posojila ali pa vložke, da bodo jih na ta način prisilile, da bodo bolj zeleno in odgovorno torej delovale. Kar pomeni, da če en finančni vlagatelj želi v bistvu nekam vložiti v smislu zelenega prehoda, bo zahteval od podjetja, da mu poroča o tem, kako zeleno dejansko to podjetje funkcionira. Se pravi, to podjetje se mora začeti zavedati, kakšne vplive ima na okolje in na družbo in kako iz tega dvojnega področja lahko pridobiva tveganja in priložnosti za svoje delovanje. Ko zbere te podatke, mora pripraviti v bistvu neko strategijo z podatki, se odločiti, kako bo upravljalo vse to, določiti nek nov poslovni model, cilje, strategije, aktivnosti, da bo to tudi izvajalo. In ko se to naredi, dejansko poroča tudi tem. Ne samo tem, ampak tudi tem. Poroča seveda tudi samo svojim deležnikom, zlasti tudi vodstvu, zaposlenim, in vpliva po svoje tudi na svoje dobavitelje, kupce, preko svojega delovanja, deluje dejansko z zgledom. To je tudi bistvo, da se zavedamo te vpetosti v nek skupnostni sistem. In tudi stile morajo odgovorno ravnati, tako kot so oni stroka za finančno področje, vi za izobraževalno, morajo pa tudi oni svojo organizacijo renovirati v duhu ESG-ov, bomo rekli, to ta finančna direktiva zahteva, environmental, social pa governance, se pravi okoljski, družbeni in upravljavski vidiki, se pravi tudi ekonomski na nek način delovanja. In tudi poročajo končnim uporabnikom in seveda se morajo tudi zavedati svoje odgovornosti do planeta in ljudi. In če je recimo leta 2017 v pravni red stopila tudi ta direktiva za poročanje podjetij o nefinančnih vidikih poslovanja, ki je zavezovala predvsem podjetja z več kot 500 zaposlenimi, to je bilo sprejeto leta 2014, od leta 2016 pa so se morala poročila pripravljati, se pravi 2017 smo potem že za 2016 poročali,
In to je bilo neobvezno, prostovoljno, razen za velika podjetja, z več kot 500 zaposlenimi. In lahko so na nek svoj način pripravili ta poročila, upoštevali so različne standarde, najbolj popularni je recimo GRI, in v online formatu ali PDF-u so to nekje objavili. Zdaj se pa to s temi novimi direktivami spreminja, se pravi CSRD, direktiva za trajnostno poročanje, pa bo zavezala ne samo velika podjetja, ampak tudi podjetja z manj zaposlenimi, že 250 zaposlenih, če imaš, boš moral že kmalu poročati na ta nov način, in tudi manjša in srednje velika podjetja in tudi neevropska podjetja, ki želijo poslovati v Evropi, bodo zavezana, da o tem poročajo. In tu vidimo nekako časovnico, v letu 2025 bo za naslednje leto treba poročati in tako naprej. In to bo zdaj tudi zahtevalo revizijo poročila. Ni bo treba nekega zunanjega revizorja poiskati, da bo pregledal, če smo mi res poročali v skladu s tem. Zdaj po novem pa bo to potrebno. Razkrivati je treba informacije o teh vidikih, kot sem prej rekla, environmental social governance, povedati, kako dvojna pomembnost vpliva na naše poslovanje, se pravi, kako smo našli presek med tem, kaj pričakujejo od nas in želijo deležniki, različne skupine deležnikov, in kaj so naši organizacijski cilji, izbire za delovanje. In ko presek tega dvojnega naredimo, potem tudi v bistvu finančno to vrednotimo, vplive, tveganja, priložnosti, in na ta način potem povemo, proces moramo prikazati, te dvojne matrike pomembnosti, kako smo do tega prišli, in potem razkrivamo torej ta postopek, izbire pomembnih tem in kako je to skladno s taksonomijo, s temi direktivami in kako vidimo našo prihodnost v tem duhu, tudi dekarbonizacije z različnimi ukrepi na področju podnebnih sprememb, prilagajanja organizacij tudi temu. In novi standardi so bili zdaj sprejeti, ESRS, to je skupina EFRAG, pripravila za Evropsko komisijo, s tem, da bi poenostavili različne tele standarde, kot jih vidimo tukaj, v nekaj bolj poenotenega. Tudi GRI in še nekateri drugi se še uporabljajo, in ti standardi bi naj pomagali podjetjem zlasti poročati o tem, da bi poenotili pristop poročanja, da bi potem tudi lahko to bilo primerljivo, zato tudi zahtevajo, da je format poročila zdaj v digitalno strojno berljivi obliki. Ko Evropa bo predpisala ta format, kako dejansko treba poročati, da bojo potem lahko primerjali, kaj se dejansko dogaja. Se pravi, zdaj je vse več ali manj transparentno, vedno manj se skriva, zato da ni toliko manipulacij. In tu vidimo, recimo, kako so se zdaj tile standardi, ki so bili objavljeni 31. julija letos na strani Evropske komisije, in v veljavo postopijo oktobra letos, kakšen je bil proces, da so se tile standardi preko nekih osnutkov na osnovi te direktive pripravili. In to bo zdaj neko novo pravilo delovanja ESRS. In tu vidimo, kaj so ti standardi, zahtevajo recimo neke splošne zahteve, v bistvu opredelijo, potem tudi splošna razkritja, ki se tiče vseh organizacij, in potem glede na dejavnost pač razkriješ tudi v zvezi s podnebnimi spremembami, onesnaževanjem, na področju vode in morja, biodiverzitete, potem krožnega gospodarstva, na področju področja okolja, na področju odnosa do skupnosti in zaposlenih, poročaš o svoji delovni sili, o delavcih v verigi, vrednostni, ki jo ustvarjaš skozi dobavitelje, pa tudi potrošnike in tako naprej. In katere skupnosti dejansko zadeva naše delovanje in seveda tu, kot rečeno, potrošnike in končne uporabnike naših storitev. In pa še G1, kako poročamo, v bistvu upravljamo dejansko to področje. Družbene odgovornosti in trajnostnosti. No in zdaj nadaljujo skozi raziskave, pravijo, da jih še kar nekaj odprtih vprašanj, kako bojo podjetja se tega sploh lotila. Samo upravljanje in kultura. Kako v bistvu zdaj to spodbujati, vnašati v organizacijo? Kako pripraviti strategijo in poslovni model? Kako ravnati, razkrivati te informacije? Tudi zeleno zavajanje bo kaznovano. Če nekdo reče, saj smo pa družbeno odgovorni, hkrati pa v bistvu to ni, ali pa ne deluje v skladu z temi trajnostnimi načeli, bo kaznovan. In bojo tudi določene inšpekcije in podobne zgodbe začele prihajati in dajati kazni. Potem, kako integrirati podnebna tveganja, kako tveganja pri prehodu na bolj trajnostno poslovanje, kako prevzemati pobude,
En kup odprtih vprašanj se skozi delo dogaja. In v tem duhu dejansko zdaj mi se vsi učimo. Kaj pa so pri vas, recimo, Muharrem, izvolite, odprta vprašanja v zvezi s temi temami? Jaz sem hotel povedati pri prejšnjem slajdu, ko ste imeli. Ravno to je pač, kot ste pokazali, razložili zelo natančno, ta nova zakonodaja, ko je iz julija 2023, ravno imam zdaj eno diplomsko nalogo Termoenergetika Ljubljana, termoelektrarna toplarna, kje bomo delali po tem standardu trajnostno poročanje, ker oni so tudi do sedaj morali poročati in so poročali, ampak zdaj je to dejansko precej bolj natančno, več informacij, ko ste povedali, tudi nadzora nad tem, ne samo, da napišeš nekaj in daš. Tako da, glede pač tisto, ko ste govorili o investicijah, o bankah, seveda banke bi morale začeti gledati in dajati posojila tistim, kateri imajo dejansko narejeno tako, da se vidi, kaj bo tudi z okoljem, zeleno, kot ste vam omenili. A ne tisti, ko bo naprej linearno gospodarstvo, furo njemu kredit, tisti pa, kateri dejansko bi šel krožno gospodarstvo, pa mu spustimo ne. Tako da glede tudi denarja za podjetja, ko najlažje reči, nimam denarja, marsikaj se da narediti, minimalno denarja, ogromno koristi za podjetje. Ja, hvala, jaz se strinjam z vami. V bistvu, to je zdaj pač nov must, bi rekla. Zdaj je to obveza in veste kaj, tukaj zdaj tako lepo ti kvadratki izgledajo, ampak za vsakim kvadratkom se en kup izračunov skriva, Ja. In ta ESRS standardi so zdaj recimo objavljeni tudi na strani Evropske komisije in to je čez 300 strani vsebine, sam pri teh standardih. Kaj šele pri vsaki direktivi? In to je v bistvu kar potreben študij. In to zdaj, kako bi rekla, res rabiš že strokovno usposobljene in usmerjene ljudi za to področje v organizacijah, zlasti v velikih, ki samo s tem se ukvarjajo. Ne moreš recimo marketing zraven voditi ali pa zaposlene, Ponavadi je tako, da nekoga kadriraš od znotraj, ki že neko področje vodi, pa se še začne s tem ukvarjati, ampak počasi mora ono staro opustiti, pa samo se temu posvetiti. Tako so recimo na Pošti Slovenije tudi naredili. Ena vodja pač za PR prešla v tole in zdaj to področje razvija in ustvarja to skupino, tisto rožico, ko smo jo pregledali. In to je proces, in to ne moreš iz danes na jutri narediti. To v bistvu korak za korakom, tako kot torto ne poješ celo naenkrat, ampak grižljaj za grižljajem pa je zmanjkal sčasoma, če se prej ne pokvari. Tako da je treba tudi dovolj hitro to speljati, da nismo prepozni v organizacijah. Še kakšno mnenje? Tako da vidimo zdaj, da je kar nekaj treba na to temo delati. Tole bi vam rada pokazala, to sem pred kratkim našla v enem članku. Tako mi je všeč ta beseda, agenti trajnostnih sprememb. To bi v bistvu mi mogli biti vsi, zlasti pa izobraževalci. In tu so recimo delali eno študijo primera, kako vpeljati recimo en magistrski program na eno univerzo, in so rekli, da v bistvu treba te SDG-je, se pravi cilje trajnostnega razvoja, vzeti kot neke vodilna načela, da v bistvu pripravimo ključne kompetence za trajnostni razvoj. Od tega, da moramo sistemsko znati razmišljati, vključevati, v bistvu prispevati, normative vzpostavljati, strateško delovati in tudi medpovezovalno delovati. In v bistvu, da je lahko učenje tudi projektno usmerjeno in tudi storitveno usmerjeno. In ko to v bistvu nekako zberemo, potem v bistvu o tem izobrazimo študente oziroma še slušatelje, da postanejo agenti trajnostnih sprememb. In potem ti agenti kreirajo v bistvu vplive za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. In predvsem na mikro in tej vmesni mezo stopnji. In potem lahko tukaj pristopi še socialni marketing, kot način komuniciranja, s katerim v bistvu opredelimo, kdo so naše ciljne skupine, kakšne cilje imamo na področju spreminjanja vedenja, kakšne ovire imamo pri dostopu do ključnih ciljnih skupin, deležnikov, kakšne koristi lahko ponudimo, kaj so glavni motivatorji za to spremembo, kako v bistvu se tudi konkurenca s tem področjem ukvarja in kdo so še vplivni drugi.
in potem vplivamo na spremembe na samih univerzah ali pa izobraževalnih organizacijah. Potem kot družba dobimo v bistvu povečan vpliv pri doseganju teh SDG-jev. Tako da v bistvu, če to torej vkomponiramo v naše strategije, letne načrte dela in tako naprej, dejansko z izobraževanjem krepimo zavedanje in dejansko vzgajamo agente za trajnostne spremembe. In jaz verjamem, da smo mi zdaj vsi neke vrste agenti, to spremembo. Zdaj, kaj pa se dogaja zdaj v človeku, ki se vsemi temi informacijami sreča? Dr. Tanja Kamin, ki drugače predava tudi socialni marketing na FDV-ju in tudi druge vsebine, je naredila v eni od svojih raziskav v bistvu en opis, kako posameznik deluje v nekem socialnem kontekstu, kadar želimo recimo v smislu socialnega marketinga ga nagovarjati. V bistvu se moramo zavedati nekih demografskih dejavnikov, od starosti, spola, bioloških dejavnikov, njegovega življenjskega stila, socialne mreže, v kateri funkcionira, in potem tudi socioekonomskih, kulturnih in okoljskih pogojev in seveda tudi gospodarskih, v katerem nek posameznik funkcionira. In v bistvu imamo vso vplivanje na različnih ravneh in ta posameznik v neki širši družbi funkcionira. Zdaj, ko gledamo v njegovem kontekstu, ga poskušamo v bistvu vključiti v to, da bo spreminjal najprej sebe, potem pa tudi družbo. In vse to moramo upoštevati, ko ga nagovarjamo, ko ga v bistvu želimo vključiti v to, da bo nekaj pri sebi spremenil. Ampak pri sebi spremeniti, najprej pri sebi, pa potem tudi v družbi, je pa to najtežje. Zakaj? Zato, ker navade nam dajo neko varnost. S tem, ko se nam ta varnost malo zgubi, smo prisiljeni navado spremeniti. Da pa lahko navado spremenimo, moramo se najprej zavedati, kaj to je, kar počnemo zdaj, kaj je dobro, kaj je slabo v tem kontekstu, ugotoviti, kaj bi bilo dobro, da spremenimo, dobiti določene informacije v zvezi s tem. Ko to imamo, potem to ponotraniti, se pravi večkrat prebrati nekaj v zvezi s tem. Ko to ponotranimo, se nam spremenijo stališča, nek čustven odnos do tega, ali bom kupovala vodo v plastenki ali bom rajši iz pipe vodo pila. Ko v bistvu razumem, zakaj je ena boljša kot druga izbira, potem lahko začnem delovati drugače. Ko to ponotranim, ko nek čustven naboj, da ne bom recimo imela toliko hormonskih sprememb, če bom pila vodo iz pipe, da ne bom toliko onesnaževala okolja in tako naprej. Ko to ponotranim, potem spremenim stališče do tega, moj čustven naboj do tega, in ko spremenim stališče do tega, se mi spremeni moja navada, da naslednjič ne bom več kupila vode v plastenki, ampak bom imela zraven stekleničko vode, s katero bom šla recimo, če sem na poti nekam, kjer je pitna voda, seveda to natočiti iz pipe in nadaljevala svojo zgodbo z njo. Se pravi, tako se spreminjajo naše navade in tako se spreminjamo mi, tako se spreminja družba. Izvolite, Muharem. Jaz sem hotel povedati pri prejšnjem tudi slajdu, ko ste govorili o izobraževanju, tisto je dejansko, kot ste povedali, zelo pomembno, ampak resnično najhujše je to, da se mi težko spreminjamo. Jaz prakticiram recimo, da diplomske naloge študentov pripravimo tudi kakšen članek ali pa ne vem, prispevek na kakšni konferenci, tudi mednarodni. In študenti niso toliko zainteresirani, vendar dobiš vedno nekoga in ko objavljen članek v zborniku, pohvaljen članek, pošljem na šolo, zbornik, da se da normalno na spletno stran, direktorici, ravnateljici, od nobene ni bilo nobenega odziva, tudi članek ni bil na spletu. Kar je to taka promocija za šolo in tega imam kar nekaj. Ampak pravim, to je težko se, zakaj je on, zakaj nisem jaz? Če nisem jaz, potem tudi ne more, ampak se mi moramo sodelovati, moramo se spreminjati. Tako da, ravno ko ste vi to rekli, agente, jaz skozi študentov porečem, če ste vi varstvo okolja, vi morate odreagirati na vsako zadevu, katera se vam zdi strokovno ali nesprejemljiva, ali pa potem prepričati, razložiti ljudem kaj in kako. Se opravičujem, mislim, da se pogosto javljam. Odlično je, hvala, gospod Muharem. Jaz se strinjam z vami, zdaj, kaj sem se res naučila iz 20 let delovanja na tem področju, 20 let bo naslednje leto Irdo star, jaz sem se že malo prej s tem začela ukvarjati.
Da v bistvu pri družbeni odgovornosti je tako, ne, ko se začneš z njo ukvarjati, če te se vsaj malo dotakne, ne moreš več ven z tega. Jo moraš vključevati v svoje zadeve in potem se ukvarjaš s tem raziskovanjem. Pa tudi, če nočeš, te s časoma v bistvu drugi prisilijo v to, da se moraš, ne. Zdaj, zakaj recimo ona gospa je imela najprej odpor, ne? Odpor, v bistvu ne se ga ustrašiti. Ko mi hočemo neke spremembe narediti, ne, je odpor ključen. Ker večji kot je odpor, večja je sprememba, ki jo želimo narediti, ne. In doktor Mule reče, če ti ne mečejo polen pod noge in puščico v hrbet, nisi naredil nič novega. Tako da, kadar boste imeli velik odpor, se zavedajte, da morate samo vztrajati in da morate informirati, ne, ljudi, zakaj želite to spremembo, da bodo oni to ponotranjili in da je to proces, ki traja in da so ovire na poti, ampak te ovire se da zaobiti, ne, z pravilnimi pristopi. In ko enkrat to zmehčate, ne, se pravi, po Levinu, ne, imamo recimo tri modele za spremembo, ne. Najprej imaš, recimo, ko želiš kocko spremeniti v trikotnik, ne, recimo ledeno kocko, na tem primeru je razlagal. Če želimo to kocko spremeniti v trikotnik, moramo najprej ledeno kocko stopiti, ne, se pravi, z nekimi ukrepi jo moramo stopiti, da jo potem lahko vlijemo v nov model, da bo postala trikotnik in spet zamrznemo to novo delovanje. Se pravi, da je treba vmes en tak postopek izpeljati. Torej, tudi nam v 20 letih so se najprej na začetku našega dela smejali. A ne? V svetu je že nekaj se govorilo o družbeni odgovornosti, trajnostnem razvoju tudi delalo. V Sloveniji so rekli, kaj boš ti v tem koruptivnem svetu to nekaj zdaj delala, ker je to brez veze, se da ne bo noben poslušal. Ne? Ampak sčasoma se je izkazalo, da je to iz neke obrobne panoge, bom rekla, ali pa usmeritve, postalo mainstream, da to je treba zdaj v vse poslovne strategije vpeljati. A veste, kakšen korak v spremembo je zdaj to, ne? In to je prehod in kultura se spreminja v tem duhu, ne, zeleno zdaj v tem primeru, ne. Se pravi, pravijo, da spremembe v generacijah vsaj 20 do 30 let trajajo, da se kultura spremeni, ne. In to zdaj recimo 20 let mi štejemo pri IRD-u, še enih 10 let in bo to že normalno v vseh organizacijah prisotno. In zdaj se ta eksponentna sprememba dogaja. Če hočeš, nočeš, pač moraš, ne. Okej. In tako je to, ne samo v gospodarstvu, tudi v civilni družbi, tudi nevladne organizacije moramo ta pristop ponotranjiti in tako delovati, in tudi vlada kot taka, ne. Ni dovolj, da je družbena odgovornost samo v gospodarstvu, vse povsod mora biti, ne. In v bistvu, kako dosegamo sploh blaginjo v družbi. Dr. Zinka Kolarič, soavtorica mi v eni knjigi neprofitnih volonterskih organizacijah rekla, da v bistvu imamo 3 sektorje v družbi, tak, ne, vemo vsi, sfero trga, se pravi gospodarstvo, sfero države, se pravi neke vrste tudi javno upravo in sfero skupnosti, kjer so civilne družbe, ne, mest pa še seveda so gospodinjstva. In vsaka sfera dosega blaginjo v družbi na svoj način, ne. Država ima moč preko zakonodaje, da se nekaj spremeni. Trg ima denar, da lahko sfinancira za neko spremembo. In skupnost, civilna družba pa ima solidarnost, ne, kot največjo moč, da dosegamo blaginjo v družbi. Zdaj bi vas pa nekaj vprašala o solidarnosti. Zakaj mislite, da je solidarnost ključna recimo za tretji sektor, skupnost, civilno družbo? Zakaj je to solidarnost? Kaj bi vi rekli? Če vam pomagam malo, če se spomnite mojega drugega slajda z današnjega predavanja, pa tiste vode, kaj bi rekli? Poznamo take situacije? Ko je solidarnost vstopila, ko so vsi drugi zatajili, je solidarnost rešila. Jaz bi tukaj mogoče komentiral malenkost drugače. Ja, se strinjam, da je potrebno ob naravnih nesrečah solidarnostno pristopiti in zadeve vzajemno urejati, ampak mogoče lahko tukaj tudi gledamo iz druge perspektive. Torej, solidarnost v smislu deljenja informacij, zato ker vsaka neka nova informacija stane neko storitev oziroma časovno ali finančno, lahko tudi kaj resursov porabimo za to in posledično, vkolikor mi že imamo nekako informacijo, le to posledično delimo na trgu oziroma z nekim krogom zainteresirane javnosti,
posledično oni manj potrošijo, manj onesnažujejo, manj dejansko kot na nek način ponovna uporaba že pridobljenih informacij, za katere porabimo hipotetično 10 ur namesto 100, 200 ali več v neomejenih številkah. Tako da mogoče tudi iz tega stališča, kot ste sami načeli vprašanje. Gregor, jaz se z vami strinjam, odlično izhodišče. Ja, solidarnost, se pravi, če grem na ta del glede poplav, pa to takrat, recimo, ko so vsi drugi prepočasni, je skupnost najhitrejša, ne? In takrat je res treba pomagati en drugemu in takrat pozabimo na to tekmovalnost, ne? In zdaj pa, če se vrnem nazaj na to, kar je Gregor dal kot izhodišče, to pomoč en drugemu z informacijami, delitev informacij, ne? Jaz sem prišla do tega spoznanja skozi naše delo, ker imamo tudi mi konkurenco, ne? Recimo Equilib, CER, Zeleno omrežje Slovenije, so organizacije, ki so nastale v bistvu na področju te dejavnosti za nami, ne? Ampak so nas nekateri že prekosili tudi v nekem obsegu finančnem glede delovanja ali pa v čem drugem, ne? In zdaj smo videli, da smo lahko kompatibilni en drugemu, da nekatere storitve imamo podobne, nekatere pa imamo eni boljše, drugi slabše, ne? Ali pa čisto neke drugačne, ne? In to je ta, kako bi rekla, konkurenčna ponudba na trgu, ki je dobra za družbo. In ko sem se spraševala, zdaj pa imajo še iste stavke kot mi, ne, ta naša konkurenca, nekateri, sem rekla, nič, Anita, to je vse dobro za družbo, ker v bistvu vsi moramo skozi to rast in družbena odgovornost je zdaj čisto nekaj drugega, ni več tekmovalnost, to je sodelovalnost, kot ste rekel, Gregor, ne. In to sodelovanje v smislu, kako bom jaz sebe ukrepil in hkrati drugega, da bomo vsi boljši, ne. In to bi rekli Uniji v Afriki, Ubuntu, ne. Tisto, ne, kar delam tebi, delam sebi, ne. Dejansko smo vsi eno, povezani med sabo, ne. Smo vsi neka skupnost in če se zdaj teh širših vplivov zavedamo, potem to vidimo. Če se jih pa ne zavedamo, pa ne vidimo, pa se greš tisto drobnjakarstvo malo, ne. Vse mogoče na kratek rok boš res imel več profita, pa boš res ne vem, kakšen frajer, ampak na dolgi rok boš pa videl, da tisti, ki so pa okoli tebe, pa da tudi ti ne daje to sreče, če so vsi okoli tebe pa bogi. Ti si pa ne vem, kakšen frajer. In tudi, ne, pravi doktor Mulej, kaj bomo zdaj s tistimi bogataši, ki imajo ne vem kakšne jahte, pa ne vem kaj še vse. A rabijo vse to, lahko se to pojejo, lahko se to konzumirajo, ali je to samo strah, ki si ga okoli sebe napletejo v obliki materialnih dobrin, ker pač nimajo nekaj drugega razdelanega dobro, ne. V bistvu neko ravnotežje rabimo v družbi, od bogastva do nasplošno zavedanja vplivov in sodelovanja. In samo na ta način bo skupnost preživela. Ker recimo, če jaz pogledam svoje telo, v meni je en kup celic, ne? Torej malih organizmov, ki so sestavljeni in sestavljajo mene kot velik organizem. In tako je tudi družba, ne? In tudi ti sektorji v družbi so dejansko sestavni del in en drugega dopolnjujejo, da lahko sploh funkcioniramo. In tako obstanemo, in tako smo močni, ne? In v bistvu, tudi če si domišljamo, da smo samo posamezniki, smo del nečesa večjega, ne? Ja. In za to zavedanje pa rabimo tudi zelene kompetence, da nekaj spremenimo. To že verjetno poznate, a ne? Ta koncept Evropska komisija, recimo, oziroma te mednarodne organizacije so pripravile 12 kompetenc, ki nas vodijo v to smisel, v to pot, v bistvu, da dosežemo ta zeleni prehod, a ne? Ki nam lahko kot organizacijam pomagajo, a ne? Pri tem, da v bistvu vrednotimo trajnostnost, da podpiramo poštene poslovne prakse, promoviramo naravo kot tako oziroma okolje, sistemsko razmišljamo, kritično v bistvu razmišljamo, se v bistvu lotevamo problemov in jih pogledamo z različnih zornih kotov, da najdemo možne rešitve, a ne, skrbimo za neko pismenost na tem področju, prilagodljivost in seveda, da spodbujamo razmišljanje v vseh smereh in aktivno v bistvu izvajamo trajnostnost, vključno s kompetencami, preko političnih agencij tudi, ne, kolektivne akcije in seveda iniciative posameznikov, ne. No, podporo temu pa še mogoče takole en ESG pripomoček, ne, recimo tudi v Sloveniji imamo en kup in organizacij in pripomočkov, in ko je prišla ta nova direktiva za trajnostno finančno upravljanje, ne, tudi Banke Slovenije, to sem prej gospod Muharem pozabila povedati, Združenje bank Slovenije ima, mislim, da vprašalnik za 150 ali nekaj takšnega vprašanje na temo ESG, a ne, če hočeš pridobiti
v bistvu nek kredit, zeleni kredit, recimo pri bankah, tisti vprašalnik izpolniš in potem imaš boljše pogoje. Se pravi, tudi tako spodbujajo, da lažje investiraš v neke zelene tehnologije, zelene spremembe v organizaciji. In to je en tak pripomoček tudi za podjetja in druge organizacije, kjer dejansko vidite, kje ste. Jaz sem ga recimo tudi izpolnila za našo organizacijo in pač dobiš neke vidike, kaj lahko še izpopolniš z teh ESG področji. In Global Reporting iniciativa, kot vidite tukaj, da je to orodje ESG zasnovano na podlagi tudi te organizacije, to je, mislim, da več kot 30 let ta organizacija obstaja, ki je prostovoljno začela razvijati ene standarde, najprej so bili to kazalci, indikatorji za družbeno odgovornost v teh 3 vidikih, se pravi okoljski, družbeni pa gospodarski, in so podjetja na koncu letnega poročila naredila eno kazalo, kjer so rekla, te 3 vidike pa imamo na tej pa tej strani opisane, in potem so za vsako področje imeli specializirano, kaj je, in si potem povedal, kje v letnem poročilu pa o tem poročaš ali pa ne poročaš. In to je bila prostovoljna zaveza podjetij, da so recimo to vključila v svoje letno poročilo, in tudi v slovenski praksi podjetij je to že zelo prisotno. In to je eno najbolj močnih orodij, ki se tako globalno uporablja, tudi torej v Sloveniji. No, in na tem orodju je tudi malo ta ESG pripomoček zasnovan. In je to en vpogled v to, da vidimo, kje smo kot organizacija. To lahko tudi vi izpolnite v vaših ljudskih univerzah ali kje druge, da vidite, kaj počnete in kaj bi še lahko izboljšali. In to mislim, da je brezplačno dosegljivo na tej povezavi. Zdaj pa imam še malo, kaj mi počnemo, če vas zanima, če ne pa vas tem ne bomo obremenjevali, lahko še malo predebatiramo kaj drugega. Ali lahko pokažem, kaj delamo še mi, če vas zanima. Lahko, hvala. No, v bistvu mi, kot rečeno, eno tako najbolj na to temo, kar smo danes govorili, usmerjena zadeva so naša izobraževanja za vodjo in stratega za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Zdaj zaenkrat imamo razviti 2 stopnji. Prva je v bistvu za vodjo, druga pa pred leti nastala kot nadgradnja tega za stratega, ki je pa obsežnejša. No, kot smo prej rekli, da so v bistvu strategi glavni čutilci in misleci v podjetju, zaradi tega, ker se morajo zavedati vseh teh vplivov, o katerih smo prej govorili, navzgor, navzdol, navznoter, navzven, vse te skoordinirati, povezovati in v bistvu informirati, tudi komunicirati in krepiti zavedanje v organizaciji. No, in velika podjetja v Sloveniji in tudi druga se že zavedajo tega področja in mi imamo tudi slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus, razpis za letos bo predvidoma v septembru objavljen, malo imamo zamude, ker hočemo te SRS-je še malo vključiti v naš vprašalnik, ki so bili pred kratkim objavljeni. No, in tu recimo tudi podelimo posebno priznanje tistim, ki so najboljši na tem področju izobraževanja, pridobili največ točk. To je bila recimo Saša Vidmar iz Lidl Slovenija in lani pa sta bila 2, ker začeli smo leta 2021 za jesensko izvedbo, lani smo imeli pomladno in jesensko izvedbo in v vsaki skupini pač enega izberemo. To je bila Jasmina Roškar iz Pošte Slovenije, pa Marko Razdevšek iz Grotuša, sta bila stratega leta lani, no letos pa še bomo videli, kdo bo, ker imamo 3 generacije, smo pa uvedli potem glede na povpraševanje zimsko, pomladno in zdaj se pripravljamo na jesensko, 15. septembra začnemo. In ključne prednosti so tukaj, da pomagamo podjetjem pa organizacijam, da strateško vključujejo to v svoje poslovanje. Na tej stopnji v bistvu imamo 7 modulov, 6 praktičnih nalog naredijo in izpit posamezniki, in to so tile moduli, kjer gremo, tako kot smo danes že malo pogledali, od analize stanja, kako uporabljati to področje, kako aktivirati to v organizaciji, kako pripraviti to projektno skupino, kaj mora vodstvo delati, kaj v upravnem odboru, kaj ta Chief Sustainability Officer oziroma strateg, potem kako matriko bistvenosti oziroma pomembnosti naredimo, to dvojno matriko, vas popeljamo skozi ta proces tudi sodelovanja in komuniciranja z deležniki, pa potem kako merimo družbene, tudi okoljske učinke, kako zunanjo presojo zagotoviti in kako se primerjati z drugimi, pa seveda kako pripraviti sama poročila, kateri standardi, poročevalski okviri so za to v bistvu zanimivi in na koncu imamo pa, to se poteka online, na koncu pa imamo v živo pri enem od udeležencev, ponavadi kakšno večje podjetje nas povabi, imamo tam podelitev
certifikatov za stratege in mreženje še z ostalimi imetniki naših certifikatov. Tu so recimo reference za drugo stopnjo. Od leta 2021 imamo zdaj 26 strategov, zdaj posameznikov nismo pisali zaradi varstva osebnih podatkov. Vidite pa tudi, da kar z različnih podjetij, z različnih panog prihajajo ljudje, ker v bistvu so že prisiljeni, ker jih naročniki iz tujine ali pa tudi pri nas prisilijo v to, da morajo razmišljati o tem, kaj so zdaj to te trajnostne vsebine, družbena odgovornost in da vzpostavljajo oddelke na to temo. In tu smo jim mi v oporo, tudi po tem, ko pridobijo naše certifikate, še komuniciramo, izboljšujemo. In tu ne dobi samo posameznik certifikata, ampak tudi podjetje, kjer se pokaže, koga dejansko ima usposobljenega. Recimo Lidl Slovenija ima že 4 naše stratege, nekateri imajo 2, nekateri enega, ker želijo z izobraženim kadrom iti naprej. In to tudi lahko pol v letnem poročilu povejo, da imajo usposobljene ljudi na to temo in je tudi neke vrste certifikacija. Na prvi stopnji pa imamo že 288 posameznikov, to smo pa leta 2016 začeli. Razvilo se je pa to iz seminarjev za Horus, pa še iz enega projekta, v katerem sva magister Vesna Lešnik-Štefotič pa jaz sodelovali. In to je prva generacija bila naših vodij na prvi stopnji. Leta 2016 smo v prostori nove KBM v Mariboru. No in zdaj, če koga poznate, ki bi ga zanimalo, vas vabimo, da se nam pridružite. Na prvi stopnji se začne 14. septembra, pa potem spet novembra. Letos smo imeli celo poletno izvedbo, smo tudi omogočili nekaterim, ki zaradi obveznosti ne morejo biti prisotni, takole na online, to se poteka čisti 2 uri, da lahko tudi individualno študirajo in potem meni naloge predstavijo, pa izpit še dobijo, in potem lahko gradijo naprej svoje znanje. No, tako pa so te nagrade Horus, recimo umetniška dela, ki jih Marko in Marika Pogačnik, Marko je akademski kipar, naredita in najboljši v kategoriji, zlasti podjetja, pa tudi druge organizacije se lahko potegujejo za tako nagrado, vsi pa dobijo priznanja za finalista. Smo pa lani razvili STUF Avstrija tudi prvič certifikat Horus, ki ga želimo zdaj letos še malo nadgraditi, zato malo zamujamo z razpisom za eno in drugo zadevo. No, to pa je ena slika iz ene podelitve v hotelu Drašm v Mariboru. In tu so med prejemniki od recimo mariborskega vodovoda do Prava ideja, Edita Cetinski, če poznate, mislim, da se drugače njena oddaja imenuje, do recimo prostovoljcev, do doktorjev znanosti, ki tudi se izobražujejo in sami izobražujejo na to temo, tudi prihajajo k nam na izobraževanje nekateri. To je doktor Ana Vovk, ki ima veliko na temo ekoremediacij in drugih teh samooskrbnih projektov. No, takole pa je naša spletna stran, kjer boste našli informacije. Zdaj, trenutno si lahko tudi tu ogledate nagrajence iz preteklih let, pa razpis, kakšen je bil, bomo pa letos pripravili kmalu še letošnji razpis. No, vsako leto pa, to pa naš prvi produkt, s katerim smo se začeli tudi mi izobraževati o tem, kaj sploh je družbena odgovornost in trajnostni razvoj, kot je rekel dr. Mulej, da če hočemo kaj vedeti, se moramo najprej sami učiti, da lahko naprej dajemo znanje. To vi kot izobraževalci dobro veste, In potem smo začeli organizirati mednarodne konference, zdaj jih je že 18 in te zbornike najdete na tej spodnji povezavi, so brezplačno dostopni tudi za študente, je to kar taka priporočljiva literatura. In ste vabljeni, da tudi soustvarjate naše konference, zdaj pripravljamo 19. za naslednje leto, običajno to junija, bodo vabljeni. Najprej smo imeli v živo, potem smo pa začeli delati na online. Je pa še ena konferenca, kjer je IRDOS soorganizator oziroma partner, in to sicer znanstveno-raziskovalno središče Koper organizira mednarodno znanstveno konferenco. Če bi kdo želel še kot avtor ali pa slušatelj sodelovati, bo v Kopru 26.9. bo tudi online in v živo, tako da ste vabljeni, da si tukaj na tem linku to pogledate. Ta gradiva boste današnje tudi dobili, vam bo Ema poslala. In se lahko prijavite, ker ni kotizacije, tudi ne, bo pa zelo zanimivo, zlasti se bo o odgovornosti direktorjev vodij govorilo, tudi tako na mednarodnem nivoju, tudi pridejo predavatelji iz tujine, od Indije do Amerike, tako da bo res fajn, aktualno, tudi znanstveno obarvano in tudi strokovno. No, člane tudi imamo, če bi koga zanimalo, nekateri ste že naši člani, nekateri še mogoče boste, nekateri pač ne, če ste člani, imate pač 20% popust na naše storitve. Smo pa mi v bistvu raziskovalna organizacija, prostovoljska organizacija in tudi v javnem interesu na področju mladih, ker izvajamo projekte za mlade in tudi zbiramo 1% dohodnine, če niste komu pač bolj pomemben za
vašo podporo že dali. Če ste pustili državi, potem vas vabim, da namesto državi date nam, da mogoče v imenu nas vseh in države kot take. Tudi mi kaj več še naredimo na področju razvoja družbene odgovornosti pri mladih. No, in eno takih projektov, ki je pa podprt tudi za sredstvi Evropske unije, v njem smo pa partnerji Srbije, Slovenije in Francije, je pa projekt JAFE, Mladinska umetnost za zemljo. In zdaj to poteka v Ljubljani od 1. do 15. septembra. V bistvu imamo delavnice na temo trajnostnosti in ulične umetnosti. In je prišel že v Ljubljano Čibo, to je italijanski ulični umetnik. Čibo pomeni hrana po italijansko, ki v bistvu prepleska grafite z to rasistično in tako vsebino, ne, v hrano, ne, v slike hrane. In s tem v bistvu krepi zavedanje o družbeni odgovornosti kot taki. Začel je pa s to dejavnostjo, ko so mu tako malo skrajneži, skrajno usmerjeni mladi ubili v bistvu najboljšega prijatelja in pol je od takrat naprej začel to slikati. Ne. In zdaj mi mlade učimo, kako lahko z družbeno angažirano umetnostjo in zavedanjem o okoljskih spremembah dejansko vplivamo na zemljo, tudi preko umetnosti. In ste vabljeni, to vse v bistvu brezplačno, če imate kakšne mlade, ki bi bili pripravljeni sodelovati, se lahko na 3. delavnico pridružijo. 2 smo že izpeljali v prostorih javnega zavoda Mladi zmaji Šiška. Zdaj pa imamo v nedeljo 10. septembra gosta Fedijo Šičarova, tudi uličnega umetnika in akademskega slikarja iz Slovenije, ki bomo z njim delali take kreativne delavnice in tudi snema se en film, ki bo mednarodna produkcija, tu pa Angleži dejansko v okviru projekta delajo, kot so prej delali en projekt Paint the Change, pa zdaj ta JAFE, Mladinska umetnost za zemljo, Youth Art for Earth. In tu v bistvu so tudi strokovnjaki, ki skupaj z nami delajo ta film in bo to malo kratki film, malo v bistvu večji film in mural, to je taka velika stenska poslikava, freska reče nekateri na stavbi, 250 kvadratnih metrov velika stena na bivši občini Šiška v Ljubljani je to, zraven kina Šiška. No in tam bo program Cela šiškarija, tam bomo tudi govorili o tem projektu po 3. uri in ob 6. bo otvoritev tega velikega murala na temo zavržene hrane. Tako da vabljeni, da si pridete to pogledati, vsaj na otvoritev, če boste imeli kak izlet v Ljubljano, če niste tu. Tako, zdaj vidim pa, da je še nekaj vprašanj oziroma mnenja. Ok, gradiva, dobro, to ste se zmenili. Zdaj pa mogoče poveste, kako boste zdaj vi s tem znanjem, ki ste ga v tem sistemu ABC okoljskega učenja pri Andragoškem centru Slovenije pridobili, spreminjali svoje okolje. Kaj bi vi rekli, kaj lahko zdaj naredite? Bom pa za konec še mogoče takole hvala, to so naše blagovne znamke, projekti, tudi Irdo Mozaik imamo revijo, v bistvu, ki si jo lahko tudi na našem linku na irdo.si pod dejavnosti pogledate vse pretekle številke, ki preberete, vse brezplačno. Zeleni model M Slovenija, imamo še en projekt, ki mlade usposabljamo za podjetništvo, nevladništvo, pa aktivno iskanje zaposlitve in pa Adrastos, v bistvu, to je pa Slovenska mladinska nagrada za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Če poznate kakšne mlade skupine mladih, je razpis do 20. septembra odprt na www.adrastos.si, tako da vabljeni, da se tudi tega udeležite. Zdaj bom pa jaz nehala deliti, da se bomo malo boljše videli. Evo pa že mislim, da imamo eno mnenje. Gospod Muharrem, izvolite. Jaz ne bom dolgo zato, ker sem vmes spraševal, ampak bom povedal od teh sklopa predavanj. Vaše predavanje mi je bilo zelo všeč. Ne bom govoril zdajle vse, kaj mi je bilo všeč, bom nekaj drugega povedal in vam bo potem jasno, kako je. Jaz vas povabim, da bi pri kakšni od mojih diplomskih nalog bili tudi somentor. Normalno, z tega področja. Od somentorjev ne pričakujem, veste, da bi mi naredili. To ni, pričakujem določene informacije, recimo, če ima novejše, tako da to ni za somentorja nobena obremenitev. Bi pa vesel bil, da se, ker tudi na ta način potem se in širimo in komuniciramo in da na ta način mogoče vi boste kakšne študente ko zaključil, pridobili v sodelovanju karkoli. Tako da moram reči, da ste zelo, zelo dobro predavanje imeli.
In se vam zahvaljujem, podobno bi tudi jaz razmišljam in tole, zahvalil bi se tudi organizatorju, dejansko vedno se dobi dodatne informacije. Tako da, evo, jaz se vam zahvaljujem vsem pač prisotnim, se tudi zahvaljujem, da so me poslušali, ker sem mogoče prevečkrat diskutiral, ampak je to področje moje, zaradi tega sam. Nisem pa včeraj, ker je bilo zelo dobro predavanje, ampak ne poznam področja, tako da bi potem... Evo, to je tole. Ja, najlepša hvala, gospod Muharem. Jaz mislim, da ste zelo odgovorno delovali, da ste debatirali, pač ste se javili, če se drugi niso. To je v bistvu bila vaša priložnost, pa njihov manjko, ampak nič hudega bojo pa druge več povedali. Tako da vsak nekje da, kar lahko. Se mi zdi, da je čisto bilo v redu. Hvala tudi za povabilo, za somentorstvo, ampak vam moram povedati, da jaz na Doba fakulteti učim pri par predmetih, tudi na podiplomskem študiju z dr. Šimetom Ivankom, da sem tam habilitirana kot višja predavateljica in da moram vprašati za dovoljenje. Sem na magistrskih nalogah, da moram vprašati za dovoljenje, če lahko z vami to speljem, da me ne bom preganjal. Povprašajte, potem izporočite, samo imate tudi mail, pa da jaz vem, in ker imam skozi na tem področju od obnovljivih virov energije, skratka, veliko odpadkov in tega. Hvala vam, moram pa povedati, da tudi vsega ne vem. Kaj? Vsega ne vem, da se moram čitati. Sploh okoljske podrobnosti so kakšni ljudje večji strokovnjaki, ne? Ja. Bomo videla. Jaz ponavadi pri diplomskih vedno, če se le da vzanem zunanjega, tudi, da se širi nekako ta mreža, da se dobijo informacije, nisem jaz tisti, katere najbolj znam, vsak je na svojem področju, mogoče novejšu raziskavu dela, pa ima informacije, tako da to moramo pač sodelovati, brez kakšnih koli omejitev, da sem jaz, ne vem, ali Hvala, hvala. Ok, bi še kdo kaj povedal, kako bo zdaj vnesel spoznanje, ne samo danes, ampak od vsega tega procesa pri Andragoškem centru v svojo poslovno prakso, če lahko, mogoče za zaključne misli, zdaj še imamo 1-3 minute, ne vem, vsaj nekaj mnenj še, da ne bo samo z Muharemom govorila, zvemo. Mogoče jaz, ki sem z Andragoškega centra, sam nekaj misli podelim, no, tako, ko sem vas poslušala, sem ene zelo podobnosti tako videla, tudi pri svojem delu, jaz ne delam na Andragoškem centru na področju trajnosti, ampak že več kot 25 let na področju kakovosti. In tako sem zelo podobne izkušnje tako z leti dobivala, kot ste vi zdaj razlagala. Tudi jaz imam to nalogo, da moram razlagati razne modele, pa kazalnike, pa take stvari. Ampak sem hitro, tako zgodaj na svoji poti ugotovila, da če s tem začnem razlagati učiteljem, da ne vem, jih ne lih pritegnem s tem, ampak to dojemajo bolj kot tehnično in podobno. In mi je bilo zelo všeč za to vaš začetek, ker ste vi začela z vrednotami. In se mi zdi to tudi zelo pomembno, ko v bistvu neke nove stvari in ta ozaveščanje o trajnostnem razvoju, recimo pri nas na Andragoškem centru imamo že dolgo pot na tem, ampak je res, traja, tudi to ste dobro rekla, dolgo traja, da se to nekako, da postane tudi del naše prakse. No, in tako se mi zdi pomembno, tudi mi smo ugotavljali pri svojem delu, kako je pomembna naloga vodstva pri tem, ampak je res, da recimo jaz sem na Andragoškem centru tudi del vodstva, samo tukaj kolegice, ki delajo na trajnosti, imajo veliko več znanja z tega področja, kot ga imam jaz. In se mi tudi z tega vidika tako zdi, da smo neka učeča se skupnost. Te moje kolegice sigurno nekaj zelo dobro delajo, zato ker nas je danes tukaj z Andragoškega centra kar nekaj, ki delamo na drugih področjih in smo izkoristili priložnost, da se lahko tudi od svojih kolegov kaj naučimo in potem to pač vnašamo v svoje delo na Andragoškem centru in seveda mi imamo nalogo tudi, da pač to delamo za druge. Tako da z tega vidika
tudi ta vaš pojem agenta za trajnostne spremembe se mi zdi v redu, ker še nekaj se mi je zdelo pomembno, kar ste rekla. Tudi mi smo ugotavljali recimo na našem področju, da velikokrat se te stvari v organizacijah dogajajo tako, na ravni projektov. Imamo projekt za trajnostni razvoj in ko se konča projekt, malo pade tudi motivacija za te premisleke in za to delo in da je zato tudi to pa je z vidika vodstva zelo pomembno, da to postane del nekega letnega načrtovanja in spremljanja in mi je bilo všeč to, kar je Sonja rekla na začetku, kako pri njih na Ljudski univerzi to delajo z majhnimi koraki. Se pravi, za zaposlene se mi zdi pomembno, da če za nekaj rečemo, da bomo naredili, da na koncu leta ali pač, kadar imamo te mejnike, tudi se pogovorimo in da imamo občutek, da nekaj je bilo za nas dobro v organizaciji, da smo to pač speljali. Se pravi, majhni koraki in majhne akcije in tako mislim, da bomo tudi mi na Andragoškem centru, mi imamo še kar veliko za narediti, eno je tisto, ki mi učimo druge, ampak seveda tudi pri nas tako, no, se mi zdi, da smo, če sem čisto poštena, šele zadnja leta tako malo bolj ozaveščeno začeli pristopati k temu, ampak tako si želim in upam, pa ker imamo tako zagnane kolegice, tudi vem, da nam ne bojo tudi dale miru, ampak imajo tak lep način, da nas tako na mehk način privabljajo k temi temami, se mi zdi to pomembno tudi v organizaciji. No. Tako da bi se vam jaz tudi zahvalila za vse te iztočnice, za naše nadaljne delo, ki ste nam jih danes dala. Iskrena hvala, gospa Tanja, mi veliko pomeni to vaše mnenje in tako, kot ste lepo povedali, to je zdaj realnost v slovenskih organizacijah, ampak vi kot edukatorji ste še bolj subtilni za to in se tako lepo mehko, kot ste rekla, pri vas to dogaja in to je ta prav pristop, z razumevanjem, z majhnimi koraki, čeprav pravijo, da je strup v majhnih količinah, je pa tudi tole, strup je lahko tudi zdravilo, če je še manjši količini. In z majhnimi koraki pa prideš lahko do velike spremembe. In točno to, kar ste rekla, zdaj se nam dogaja. Vsak je pomemben, vsak šteje pri tej spremembi. In to je to dragoceno, da zdaj tako sodelovalno, povezovalno delujemo in spreminjamo zavest. Ker v bistvu ključna je sprememba zavesti, ker potem se tudi kultura spremeni. Hvala. Še Nuša ima en komentar. Ja, hvala. Jaz bi samo na kratko mogoče povedala, zdaj hvala za to predavanje, res super predavanje. Mogoče res dobra izbira, da je vodstvo mene poslalo, ker pač ta tema mi je zelo blizu, že iz fakultete, s katere izhajam, je to pač bilo mi nekako dano, tako da v vsaki službi, na vsakem koraku pač gledam, kje bi bile neke priložnosti za izboljšanje, povezovanje, tako da zdaj po tem sklopu teh 4 predavanj se mi kar poraja en kup novih idej, nove motivacije za nadaljne delo. Razmišljam, kje se da povezati s kom in kako na nek, tako kot je tudi gospa Tanja omenila, torej na ta mehek način privabiti ljudi k sodelovanju in da ne odganjamo z nekim moraliziranjem mogoče, če bi to besedo izbrala. Jaz pri svojem delu zelo veliko sodelujem z gimnazijo v našem lokalnem okolju, ker se mi zdi, da ne glede na temo, je to taka starost, kjer lahko marsikaj se spremeni, morda se nam včasih zdi, da so trmasti pa v svojih svetovih, ampak na nek pravilen način se da ogromno narediti, tako da bom definitivno stopila tudi do njih, glede drugih projektov, glede tega zelenega projekta, ki ga imamo, pa na tej točki bi se tudi zahvalila za vse te pripomočke, ki ste jih omenili. Večino sem jih poznala, nekaj pa ne, tako da bom sigurno tudi mladim predstavila, kakšne so vse možnosti. In ja, hvala lepa za eno veliko mero nove motivacije za nadaljne delo. Hvala. Hvala vam, Nuša. Veste, v Jeruzalemu javni zavod imate Anito Bolčevič, ki ima že naš certifikat za stratega. Ja. Tako da mogoče se z njo še malo povežete, pa vam bom videla iz prve roke, kaj se naučila, če se je, Ampak bom jo malo preverila, zdaj v enem projektu sva že sodelovali, tako da z veseljem še nadaljujemo. Hvala. Tudi eno podelitev certifikatov za stratege smo imeli v Ormožu, tako da hvala. Ok, hvala. Ok, bom jaz
Aha. Tanjo pohvalil, pravzaprav glede na to, tudi vaše področje kakovosti je zelo pomembno. Brez kakovosti ne bomo uspeli nobenega projekta. Tako da vaše področje je zelo pomembno in jaz sem tudi bil v različnih komisijah in sem opozarjal večkrat, zelo se ne spoštujejo marsikateri kriteriji, tako da brez vas težko se spelje kakšen projekt tako kvalitetno dobro. Tako da mislim, da nima veze zdajle kolekcija trajnostno, mogoče bolj beseda trajnostno več, ampak da me kakovost tudi trajnostno, ker učite, kako da se obnašamo. Tako da, no, to. Tako imate prav. Bomo kar zaključili, da ne bomo predolgi, ker smo vseeno si dali v koledar do pol. Hvala vam, ki ste zdržali vse 4 predavanja. Danes dobite tudi tisti, ki ste bili prijavljeni za celoten program, evalvacijski vprašalnik, potem pa do konca septembra enkrat tudi potrdila, če izpolnjujete pogoje. Zdajle bom jaz tudi tukaj na Zoomu še ostala, če ima še kdo kakšno vprašanje ali pa hoče še kaj pokomentirati, sicer pa se poslavljam in se vidimo na ABC okoljskega učenja 4. Hvala, da ste me Nasvidenje. poslušali. Hvala, adijo. Zahvaljujem za pozornost. Srečno. Adijo. Hvala, adijo. Ja.